narediti zaradi slema. Smo na slemu, zato imamo stoječ mikrofon. Smo na slemu, ampak midva ne bova slemala, midva bova sem lepo pozdravila. Danes s tem dogodkom v bistvu zaključujemo drugi poskus prvega ljubljanskega pesniškega festivala. Ti imaš ful dobro pljučno kapaciteto. Zato, ker ne kadim, pa ne obsojam kadilcev. Ampak, skratka, danes zaključujemo s slam večerom, ki se po več letih, Hana me bo mogoče popravila, vrača v Ljubljano. Slam je drugače prisoten v drugih krajih po Sloveniji. Mogoče bo Hana kaj več potem o tem povedala, kar bi bilo super, glede na to, da mogoče se kdo s tem sreča prvič. Skratka, nastopilo bo kar nekaj pesnikov, pesnic, bomo potem videli, koliko zares od prijavljenih je danes prišlo. Lahko pa sam rečem, no, da uživajte, da tisti iz publike, kako boste glasovali, bodite fair, uživajte. In to je to, Dejan, imaš ti kaj še za to dati? Ne vem. V glavnem, ja, jaz sem organiziral pesniški slam v Ljubljani, ampak smo ga nehali organizirati zato, ker pač enostavno ni bilo več ljudi, ki bi tekmovali, ker ful veliko pesnic in pesnikov smatra slam kot neko nižjo raven, ne vem zakaj sicer. Lahko da tudi, če bi zdaj vprašali, bi vsi rekli, da to pa ni res, da smatrajo slam za neko nižjo obliko poezije, ampak jaz mislim, da je nekaj na tem, ker tudi, ko smo začeli slam v Channel Zero organizirati, sem pisal vsaj 130 pesnicam in pesnikom, pa vsi tisti, ki so se odzvali, so rekli, da nam bojo prišli. No, drugi se pa tudi niso, tako da. Ampak klej Hana, ki ima izjemno veliko energije, tak orank raketni pogon, tako da mi dva itak sva že zdavnaj rekla, da bova začela to spet furati, tako da bomo nekaj naredili, magar 2 na leto, če bo treba, ne. No, pridi zdaj hitro povedati. Zdaj jaz tole zloženko lepo, klele kažem, gre za predelano celulozo, kot vidite, je zelo lepo predelana v en tak večji papir, ki je 2-krat preganjen. Takole. To pomeni, da je tukaj v moji roki barvni program, ker smo pridni in smo ful veliko tega producirali, upam, da tudi z nižjo ceno, prijazno ceno, hvala glavnemu producentu festivala Ljubljana, UNESCO mesto literature za vas posluh pri izvedbi festivala in vsega tega materijala. Vas prosim, da se vzamete za spomin, kakšno to celulozo predelano, ko je ful lepa. Gal Grobovšek jo je oblikoval, tako kot lani, in jaz sem kar kušnil. Evo. Jaz moram biti čeklen, nekaj ti moram še malo zraven težiti. Mi boš pomagal? Pomagal bom, ok, to pa zvedno rad pomagam. Najprej topla dobrodošlica še vsem, ki ste prišli z moje strani. Ful me veseli, da ste danes tukaj v takšnem številu, da se je tudi odzvalo kar nekaj posameznikov, da bodo nastopali, nekateri med vami prvič, tako da jaz mislim, da si že za sam začetek zaslužite en velik aplavz za pogum. Mogoče je pa zato ravno tudi taktno povedati nekaj o tem, kaj slam za vraga sploh je. Ker lahko naredimo tudi test, da vidimo, kako na dolgo in široko si želite tega predavanja. Koliko od vas prvič sliši za slam? A to predavanje? Ne, to je bil sarkazm. Jaz vem, da se ti ne hecaš rada zelo. To je resna oseba, ok. V redu. Se strašil zdaj pol ure, kle. Ne boš pa ure. Pa bi ti stol prinesla. Hvala. Ja. Kakorkoli. Malo potestiramo. Kdo tukaj prvič sliši za slam? Sam roke gor. Čisto kvirno. Tam, ok. Kdo je že bil na kakšnem slam dogodku? Ok, v redu. To je pa ful lepo videti. Vidva sta bila tudi na slam dogodku. Te dva sta prčkala zdaj. Social media, po mojem. Dajte še enkrat dvigan. Ja, tako, vsi smo bili v bistvu. Super. Pol bomo pa samo na hitro nekaj povedali. Torej, slam v sami osnovi izvira iz Amerike. In to začel se je zelo apokaliptičnega leta 1984. Tako. V Chicagu. V Chicagu. Rečemo Chicago ali Chicago mi? Tako kot se odločva. Chicago. Kjer ga je začel Mark Kelly Smith, ki se je odločil, da je ful bedno,
ko se pesnik odloči, da bo knjigo predstavljal in potem pride in se usede na stol in odpre knjigo in pol ure bere, kot da bi bili pri maši, torej samo popolnoma monotono, brez da bi kakšno ločilo sploh veljalo, karkoli. In rekel, da če lahko karkoli vrne strast in življenje poeziji, je to malo več publike, pa kakšen Na ulici, ne? kozarc alkohola, tako da smo šli v gostilno. Ja, pa tudi zun smo bili. Pa tudi odzun. Ampak v teoriji se je začelo v Sam Chicagu. gospod zdaj tako bere, kakor so oni brali, proti katerim je to začel. Ne? On sem ga videl, v Celu je bil. En lep aplaus, prosim, za gospoda. Nisi bila takrat, ne? Ja, Ne, sem še premlada. Pa se to ni bilo ne vem kdaj. Hecam se. Koželj ga je pripeljal. To je bilo 40 let nazaj in takrat se je slam v bistvu razširil po vsem svetu. Tudi v Evropi je v bistvu zelo razraščen. Imamo vsakoletno evropsko tekmovanje, na katerem sodeluje tudi Slovenija. Med nami imamo tudi Dvakratno državno prvakinjo. ki nas je predstavljala ne samo na evropskem, ampak tudi na svetovnem prvenstvu že. Mogla bi nas na dveh, pa pač tam na enem ni šlo, ne? Zaradi nekih težav pri prevozu in tako. Ampak zaradi tega bo basically tekmovala tukaj, kot da bi na svetovnem takrat. In v bistvu slam poteka v Sloveniji že tudi kar nekaj časa. Zelo veliko časa. Začel se je v Ljubljani. V Kudu France Prešeren. Tako. In potem se je selil na Metelkovo. Najprej je bil v Kudu France Prešeren, zdaj pa ne vem, ali leta 2001 ali nekaj tasga se je začel, vsako leto je bil en dogodek, ki je kar dosti dolg potekal. Jaz sem bil na enih 3, ampak nisem imel poguma, da bi nastopal. Se pa spomnim Veronike Dintinjana, kako je hitela iz službe v Kud France Prešeren in je direkt preletela na oder. Po mojem je prišla par minut pred načrtovanim nastopom in je pol zmagala, ker je sam lil iz nje, direkt samo ono. In je bil ful dober primer za res slema, no, po mojem. In poleg tega je v Sloveniji slam trenutno, v Sloveniji se slam trenutno odvija še v Mariboru, v Novem mestu, In v Kranju. v Celju, na Ptuju in v Kranju. Ja, čakaj, v Celju se kar odvija še skozi. Yes. Seveda, tukaj imamo organizatorko zraven. Hudo, super. No, pa dobro, tako kot klele, sorry. Ja, ne, a veš kaj, ker je bil Koželj, pa to je bil fulbol, to vse živel, pa tako. Tako da, kaj pa v Kamniku si začel, ne drugače. V Kamniku je bilo še Ta pred nova- Ljubljano? Ja, seveda, pred Mariborom praktično. Ampak v Kamniku še ni več. Mislim, Ni ga več, ampak ja. v Kamniku se je ta drugi krog začel. Okay. In Oziroma cilj se tega je dogodka oživelo. danes je, da se tretji krog ljubljanskega slema začne in utemelji. Oziroma, da se vrne sem in da imamo mogoče kakšno državno tukaj čez kakšno leto ali 2, 3. Ja, to lahko, to A smo ne? že enega imeli. Tako da nas ful veseli, da ste se zbrali tukaj in upamo, da se vidimo še kdaj, ampak da to res ne bo predavanje, čisto na hitro, kaj slam sploh je. Slam je nastop tukaj pred mikrofonom, kjer lahko pesnik uporablja samo svoje lastno telo, zaradi tega, da iz svoje pesmi Ne? naredi- Se lahko tudi samo kaznuje, če hoče brati. ne rabi se. No, daj povej. Naredi, kar se le da veliko iz svoje pesmi, ki jo je pripravil in na to ga, in to je glavna razlika med slamom in performativno poezijo, publika ocenjuje. Jaz imam tukaj 3 kompletke ocen od 1 do 10, ki jih bom naključno razdelila publiki, zaradi tega, ker pri slamu nimamo strokovne komisije, ampak je strokovna komisija vsi vi. Torej, Mi smo imeli strokovno komisijo drugače. samo na državnem. Ne, mi smo jo tudi tako imeli v Ljubljani. Ne, ko smo mi 2 organizirala. Ja, ko sem jaz organiziral, je bila. Kot če sem jih vabil. Ne, noč je bilo, ne, normalno smo imeli strokovno, 2 ali 3 strokovne, pa še 3 iz publike. No, tokrat ste vi strokovna komisija. Super. Ja, sam povem, res. Tako da bom jaz razdelila, kaj kmalu tele med vas. Ful bom hvaležna, če ste pripravljeni vzeti ta izziv in ocenjevati poezijo, ki se bo tokrat predstavila na odru. Na to pa bodo najbolje ocenjeni šli v drugi tekmovalni krog, kjer se bodo predstavili z novo pesmijo. In izmed tistih v drugem tekmovalnem krogu bomo izbrali 2, ki sta v seštevku prvega in drugega kroga bila najbolje ocenjena. In ta se bosta potegovala za prvo mesto na današnjem slamu. Mislim, da je to prvo mesto tudi na pesniškem festivalu, ker je to edini tekmovalni program, kaj ne? Ja, potem pa je edino prvo mesto. Točno tako. Tudi edino drugo in tretje. In četrto in peto Ja. in tako. V bistvu, ko boste upravili svoj
nastop boste že avtomatično lahko mogoče sprejeti kar v drugi krog. Ko ga lahko pa organiziramo enkrat. Mogoče, Čim prej. res ja. Ne, Čim kar prej. skoraj ziharno. Se pa polnoma strinjam. Kle so vsi ljudje toliko prežrtvovalni, dali so nam prostor, moramo narediti drugi krog. In mi smo ful hvaležni za Ljubljana mesto literature, ker ne samo, da nam je dal prostor, ampak je poskrbel tudi za zagon tega slema in eno res čudovito nagrado. Prvovrščeni danes bo namreč prejel denarno nagrado v višini 200 evrov. Tako da to je motivacija za tekmovanje danes. Tako da prvovrščeni bodoči ali bodoča se lahko kar ogledaš mečkan klele okrog, kakšna lepa ponudba knjige. Ker mislimo, da je edino prav, da pač kar zaslužimo s poezijo, zapravimo na poeziji. Čim prej zapravimo na poeziji. Točno tako. Izbor je super, klele. Tudi drugi knjig. Ali pa da sparamo v Chicago. Čeprav iskreno povedano, pa mogoče sem malo pristranska, jaz sem videla newyorški slam, klepar nas je boljši. Dej neh, ja, res. Ja. Če se je tam rodil skoraj. Ok, cool. No, v glavnem, Ampak prideš dajmo na začeti. oder, lahko tudi vdihneš, malo pogledaš gor, dol, če češ, ni se ti treba zelo muditi, imaš 3 minute, ampak te 3 minute niso toliko zelo kratke, kot zgledajo, znajo biti prekleto dolge, po mojem, in potem pač začneš. Ja, Gledaš v mikrofon, oziroma gledaš v publiko, čim bližji mikrofona. Zdaj, če nočeš zgledati, kada si politik za govornico, lahko moto vzameš in tudi hodaš okrog, se mi zdi, da to tudi dovoljen. Seveda je to No, dovoljeno. vidiš, pa se lahko Sam tudi ne iti obrneš. pred zvočnike, to je v bistvu edini pogoj. Tako. Ko pa pride do 3 minut, če boste slučajno šli počasi čez, jaz bom sedela tukaj nekje in vam začela tako ful glasno mahati. In to ne pomeni, da sem vas kar prvič opazila danes, to pomeni, da smo pri časovnem limitu. Tako da ne pomahate nazaj, mislim, ne rabite, lahko pa, bom ful vesela. Bolj je pa želja, da počasi zaključite. Zdaj, zaradi tega, ker je tukaj prvič, pa smo prijazni, ne bomo odštevali točk, sicer pa... A tudi zabranjene? Tudi zabranjene. Lahko pa povem, da ko se gre za res, naprimer potekajo prvi predizbor letošnji tudi v Celju, včeraj, predvčerajšnjem, v sredo, takrat se pa odbijajo točke ne samo za branje, ampak tudi za vsako sekundo, ki jo slemate čez 3 minute. Tako da naslednjič tudi to. Ja. Ampak jaz bi zdaj razdelila tele 3 poke ocen od 1 do 10. Nisem šparala s papirjem, tako da imate in 6 in 9, brez pik, čeprav bi to lahko bila samo 1. Slišite zelo lepo Hanino slovenščino, ampak izdala je pa ena beseda, ker točno vemo, ki je preživela kar nekaj časa svojega življenja, to je pa kupček po gorensko pok. Ali ko se smejala lepo. Tako da jaz bi samo na tej točki prosila, če lahko dvignete... Te pomagam mogoče. Ne, v redu je. Okay. Da dvignete, lahko pa ti izbereš ocenjevalce, da dvignete roke tekmovalci, zaradi tega, ker to pa res ne bi bilo fair, da bi tekmovalci ocenjevali druge tekmovalce. Okay. Jaz bom pa zakrožila med tistimi, ki niste dvignili roke in vam razdelila tole. V teoriji nimate prava glasanja reči ne, nočem ocenjevati. Ampak, če boste me res lepo pogledali, obletko, jaz res ne bi, pa mogoče švignem mimo vas. Dajte kar roke gor držati, pa jaz sam tole razdelim. Koban vam bo pa med tem razlagal, Koban bo pa med tem slemal. Ne bom jaz nič slemal, ker ne znam slemati, ker ne moreš slemati, če nimaš nobene izkušnje glede slemanja in glede poezije. Ne moreš stati na odru, gledati v ljudi, se boriti s temi vsemi lučmi, ki so oprte direktno proti tebi, proti tvojim lepim zelenim očem in govoriti neke brezvezne neumnosti. To pač ne gre, Hana. Ne moramo se tega iti. Jaz ne moram improvizirati zadeve, ker ne znam improvizirati na odru. Na odru se ne počutim domače in na odru me je ponavadi strah in se tresem. Poglej, kako se tresem. Dobar. Ok, razdelili smo. Če je komu full intense samemu ocenjevati, no worries, lahko ocenjujete tudi skupaj. Torej, lahko vam pomaga tudi človek zraven vas, če ga poznate, če ga ne poznate, lahko je to cela skupina. Mogoče fino, da ni ki je dvignil roko, ki je zraven vas, ne? Ja. Edino, kar bi prosila... Recimo vidva tamle. Edino, kar bi prosila pri ocenjevanju je, da tudi če vas je več, da to naredite hitro. Po vsakem nastopu bom jaz prišla na oder, bom v glavi seštela, mi gre matematika, čeprav sem na FDV-ju, obljubim. Bom seštela ocene, ki so dvignjene v zrak. Bi bila pa hvaležna, da
tudi mislim, da se skupaj podvizamo pri ocenjevalnem procesu, ker ga bomo ponovili večkrat. Pa zaradi tega, da smo zdaj zverzirani, jaz predlagam, da vsi, ki imate kartončke v rokah, ocenite najin uvodni nastop. To, Na 3, 4. Zdaj. Koban se bo okrog obrnil, tako da ne rabi biti visok. Torej, predstavljamo si, da je bilo konec, ljudje zaploskajo in vi dvignete ocene. Najlepša hvala vsem, jaz sem seštela vse skupaj. In že na oder... In že na oder prihaja... In že na oder prihaja prvi tekmovalec, oziroma v primeru... A si ga žrebala, ali kaj? Definitivno. No, kdo je? To je Nika Gradišek. Aplavz! Jaz bi tukaj sam še namignila, seveda lahko ocenjujete tudi vsi, ki nimate kartončkov v roki, to pa naredite z aplavzom. Torej nekako, to je tam nekje 3, če se pa ful deremo, pa stojimo gor, to je pa že tam proti 10, a ne? Dober večer. Ostrolistni javori na ploščadi stiskajo pesti ali pa jih samo zebe in se zato zvijajo sami vase, nekaj metrov oddaljeni drug od drugega, lično razvrščeni in obrezani. Ograjeni s kovinskimi rešetkami, tako so jih postavili, da se ne bi neestetsko razrasli in prepletli. Le spodaj pod prstjo še lahko raztegujejo prste in mi mrmramo skupnost. Mesimo skupnost. Mečkamo skupnost, ko skupaj nosimo breme misli, da smo besedo izgovorili že tolikokrat, da je ne prepoznamo več med mnoštvom njenih obrazov, med mnoštvom izščočih. Ko vztrajamo pri socialni vlogi piva in starih jugoslovanskih napevov, ko prijatne kafice odtiskujemo na robove svojih urnikov, ko si ponavljamo, da vas potrebuje vaščane in vasovalke in da moramo nadoknaditi luknje v znanju, kako biti sosed, kako biti soba, v katero lahko nekdo odloži svojo torbo, v kateri lahko nekdo sezuje svoje čevlje in noge spodvije v fotelj. Kako odpirati vrata in dlani in žaluzije, kako odmirjati besede, sebe in ne sebe. Naše sobe večinoma nimajo kvadrature za predsobe, v katere bi obešali plašče, ki smrdijo po čikih. Zato vonje večera nosimo sabo. Do jutra se razkadijo le na pol. Nas opominjajo, da se kovinske rešetke okoli nas lahko upognejo in da beton lahko popusti, če se nanj dovolj nasloniš od spodaj. Hvala. Nika, najlepša hvala. Prosila bi za ocene. Kar gor. Ok, super. Dajte prosim samo preveriti, če je pravilno obrnjena tale številka. Je? V redu, super. Ker nisem pik naredila, sam zaradi tega preverjam. Nič zaradi tega, ker bi imela mnenje. Ampak nisem našla šarpija, da bi jasno označila, kaj je kaj. Super, najlepša hvala. Ocena je zapisana. Na oder pa vabim Ano Baraga. Dober večer. Ker si roža cvetiš, moji cvetni listi so ranjeni. Tako mehki so, sijoči. Moji cvetni listi so razparani, še vedno opojno dišeči. Tako bogat cvet sem, toliko plasti cvetnih lističev, še sama ne morem verjeti. Tako bogat cvet sem, ne znam še čisto zares zacveteti. Tako bogat cvet sem, preveč kričeč, preveč dišeč,
Preveč dehteč, preveč rdeč. Skrito rožo razuzdeno, tukaj ni varno za cvetlice. Pobegnila sem iz njegovega planeta. Nisem ovenela. Iskala sem malega princa po celem vesolju. Včasih sem se razrasla. V nevarno šavje polno trnev, kamor se zapletajo obnemogli popotniki. Mislila sem, da sem zdravilna rastlina. Naj si stisnejo soka iz mojih listov, eliksir mladosti. Naj se napijejo, naj se omamijo. Spominjajo me nanj. Ko pridejo k sebi, vstanejo in gredo. Kdo bo pa mene zalil? Trgala sem svoje liste. Enega za drugim. Ljubi me, ne ljubi me, ljubi me, ne ljubi me. Tako odtrgaš vse liste. Ostaneš gola, sama, s to resnico. Prideš do srčike, pri artičoki je to najslajše. Zdaj dež pada iz neba. Konec je puščavnega obdobja. Zalivaš se sama, zaliva te življenje. In ker si roža, pač znova vzcvetiš. Ne moreš si pomagati, pač cvetiš. Ana, najlepša hvala. Žirija, čas za vas. Ok, videla te dve, čakam še ta zadnjo. Najlepša hvala, super. Sprocesirano, na oder pa vabim Pavca. Okay. Ko sem bil še majhen in sem prebil z mazincem, sem dobro slišal? Okay. Ko sem bil še majhen in sem prebil z mazincem na nogi ob stol, sem se jokal. Sedaj pa ne. Sedaj me sam malo razjezi. A se sploh jezim na predmet, a se nase, ker sem nepozoren? Kaj je stol sploh kriv? Verjetno sem ga jaz celo postavil tja, kjer stoji. A je sploh upravičeno, da se jezim na stol, maro, polico, whatever, zato ker sem brcnil v njo. Vem sam, da me razjezi bolj kot folka še kar uporablja 6-7 joke 2.26. Anyway. Zakaj kot otroci jokamo za fizično bolečino, sedaj pa ne več? Zato, ker pravi moški ne joka, ker če ne bi mu stekla maskara. Pavc, najlepša hvala. Ocene, prosim. Ok, super. Še zadnjo čakam. V redu, najlepša hvala. Mateja Mahorko. Jaz se pa bom malo takle razkomotila. Da ne bomo kaj razbile, še preden začnemo. Ok. Pomlad je, ful smo vsi zaljubljeni in takle so dišale moje ljubezni. Prva prijateljica je dišala po košarici bombonov, ki sva jih skrivaj pojedli za igralnimi blazinami v vrtcu. Tudi njeni mokri poljubčki ob odhodu domov so dišali. Vse dokler jih ni prekril grenek vonj pripombe, da se tega ne počne. 30 let življenjskih izkušenj je končno umilo zoglenele ostanke predsodkov in tako njen nasmeh ob kavi občasno spet zadehti po tistih stopljenih bombonih. Prvi fant je dišal sveže in vznemirljivo kot sprehod po gozdu. Navdušena sva odkrivala bežne poti novih dotikov, opazovala počasno klitje tiste besede na L in se tihotapila med drevesi spoznanja, da bi opazila kakšno skrivnost odraslih. Dokler nisem obstala na razpotju razodetja. Vihar kletvic je buhnil vame vonj crkovine, strela prevare je razklala dušo.
Premočena od naliva solz in popraskana od pikrih pripomb sem se prebijala skozi podrast propadle zveze in zbežala za vonjem drugega fanta, ki iskreno ni bil nič posebnega, a je bil prežet z radovednostjo. Kot sestavljanka, ko jo stresaš iz škatle. Dišal je po koščkih, postopno zloženih v celoto prihodnosti, vse do tistega zadnjega, ki se ni prilegal popolnoma. Takrat je dobil zoprn von frustracije in občutka, da sva na isto mesto zlagala dve sliki. Občasna srečanja z njim za sabo vedno puščajo von razbitega jajca na tleh kuhinje. Mislim, se ne smrdi, ampak tega res ne rabiš vsak dan. In potem je na nekem brezpotju zrelosti zavel tvoj veter. S sabo je prinesel von viskija in ognja v kaminu. Von posteljnine na deževno jutro. Von polne skodelice sončnega vzhoda vrh gore. Von napetih jader in črte med nebom in svobodo. Zaradi tebe vem, da bom brez težav prepoznala tisti sladki von počitka na koncu polno živetega življenja. Hvaležna, ker si dišal tudi zame. Okay. Čas za ocene. V redu, super, najlepša hvala. Perfekt. Jaz pa na oder že vabim Veroniko Tratnik. Ja? Etiopski šakal. O buri, ko se obrazna mimika etiopskega višavja raztaplja v mraku, se priklati iz pozabljenega brloga in v enakomernem tempu prečka nizke resave domače planote. Njegove blazinice se udajajo pod ostrimi robovi razdrobljenega kamenja, njegova zlato rdeča dlaka se zapleta v grobe prste gostega trničevja. Nazadnje se prebije do roba pečine, pod katero v zbadajoče hladno afriško noč strmi brezimna množica visokoraslih dreves. Tam ga bleščavi lunin krog primora, da se z vsemi štirimi vkoplje v gruščnata tla. Dvigne gobec, s čobami oblikuje trobljo in tuli, zavija v oddaljeni nebesni zenit. Etično pod vplivom rituala se prične vrteti okrog lastne osi, z obmi frenetično zagrizuje v svoj rep, v svoje šape, v svoje skočne sklepe, v svoja ledja, v svoj križec, v svoj občutljivi trebuh. Ko svetleča krogla potone za strmimi pobočji, si groteskno cvileč s penastim jezikom liže razmršeni kožuh, med katerim vzcvetajo številne rubinaste sledi. O buri, ko se obrazna mimika etiopskega višavja raztaplja v mraku, se priklati iz pozabljenega brloga in v enakomernem tempu prečka nizke resave domače planote. Hvala. Veronika, najlepša hvala. Ocene, prosim. Ok, v redu, super, ocene imam. Zdaj pa na oder vabim Hano Koselj-Marušič. Jaz sem najprej en tak disclaimer in sicer včeraj sem imela po mojo ovulacijo in sem danes ful nadrkana in totalno se mi ne da nekaj tekmovati več v lifeu, res poln kufer imam teh tekmovanj in
vsega skupaj in to ni disrespekt do tega eventa, niti podrazno. Sam se mi zdi, da na tem eventu lahko, da imam nek space, prostor povedati, pač kar mi leži na duši in poln kufer imam branja skozi enih in istih pesmi in par jih znam na pamet in te so najbolj take slamovske in pol vedno te povem. Tako da danes sem se odločila, da bom nekaj povedala iz sebe, kar bo prišlo do mene v tem trenutku ali iz mene in iz moje jeze. Pa se opravičujem, če bo preko časovnega limita. Včeraj sem imela performance, za katerega absolutno nisem imela časa, ampak sem ga hotela izvesti. In poleg 5 mojih close friendsov je prišlo še ene 5 ljudi na njega, poleg organizatorjev. In jaz sem se ful potrudila s promocijo tega eventa na vseh svojih socialnih omrežij, poleg promocije organizatorjev. In na ta dogodek je prišlo približno 5 ljudi. In poleg tega performansa, za katerega nisem porabila malo časa, da sem ga pripravila, delam film, pišem pesniško zbirko in poleg tega moram delati še 101 random job. In na ta dogodek je prišlo 5 ljudi. Dogodek je bil performance o stanovanjski problematiki, ki ni to delam, pomembna tema. In se sprašujem, za koga to delam. Včasih sem to delala zase, zdaj absolutno tega ne delam zase, ker ne spim in tudi čez dan nimam ravno nekega prostega časa. Moj prosti čas je to, da grem v fitness, ker drugače se bi mi res zmešal. In novic ne moram gledati, spat, kakor sem rekla, ne moram kaj dosti. Tako da v bistvu se sprašujem, kaj v bistvu še sploh delam tukaj, kaj se sploh dogaja v resnici. Ker vse je nekako neka mešanica, nimam prave besede za to, vse je neka mešanica. To je to. Hana, najlepša hvala. Ocene, prosim. Ok, super. Ocene so zabeležene. Okrog se obrača. Ja, ok, super. A ta dela vmes? Lahko jaz na tega? Super. Ok. Jaz poezije sicer ne znam improvizirati, bom to prepustila drugi Hani v prostoru, ker mislim, da igra to veliko bolje kot meni in sem zelo hvaležna, da imam takšno svojo menjakinjo. Ampak me veseli, da lahko zdaj pa na oder, ker mikrofon deluje, povabim že naslednjega in to je Dragan Mitić. Moj kredo. Poetu. Vse, kar napišeš, ostane. Čeprav le s prstom na nebo. Kadar ponujaš nam daljno, zvezdo sjajno, neznano, ali urezane v srebro misli svoje nezlagane. Ali bodo rime zbrane, jih bo razumel le poet. Je napisano prelahko, plašno, plitko, krhko, mehko, tako da smejal se bo svet za verze krivo skovane. Zelo redke in izbrane ponujajo večno slavo. Če le najdeš misel fino, ki ima še moč, globino, ne postavlja na glavo, pusti jo, naj dih zastane. Čakaj, da se sonce zgane, zarja s name vse nejasno.
Misli, ki so odtavale, znova bodo završale, potihoma, morda plašno, a vrnile se bodo same. Pozabi na vse že znano, tudi če bo zabolelo. Hrabro pojdi v daljavo in le bistvu daj veljavo. Kar bo jasno zazvenelo, daj urimo brižno stkano. A če ti tok besed zastane, vedi, da bo zelo težko. Potrgal boš zadnjo struno, si postrigal zlato runo, izgubil boš vse viteško, ostale ti bodo rane. Draga, najlepša ti hvala. Jaz bi prosila pa še predzadnjič v tem krogu za ocene. Ok, super, super. Najlepša vam hvala. Jaz pa na oder vabim zadnjo nastopajočo prvega kroga, razen če, tu pa zdaj pride poziv na vas, če se kdo slučajno opogumi, ali pa če je koga spodbudil, kakšen kozarc vina tam zadaj, jaz bom stala tukaj ob strani, pred, med ali po tem nastopu, me vedno lahko pridete podsukati za rokav in se opogumiti, kot ste videli, ne grizemo, in nastopati tudi sami. Do takrat pa na oder vabim Radmilo Vidra. Ja, ne? Ni? Radmila? Ne? Ja, nič, pa kdo se bo opogumil? Ok. Pol pa na tej točki bi jaz prosila, sešteto itak imamo stvari, če Radmile res ni in če se nihče res ne opogumi, ne? Jaz predlagam, da kar povemo, kdo gre v naslednji krog. Kaj pravite? Ja? Super. Ok. Torej, jaz predlagam, da prebrala bom izmed 7 tekmovalcev 4 tiste, ki so se uvrstili v naslednji krog. In predlagam, da mojo naznanitev spremlja en topel aplavz in da potem zaploskamo tudi še vsem ostalim, ki so se danes opogumili, tudi če jih ne bomo videli še enkrat na odru. Ampak v naključnem vrstnem redu, torej ne od najvišjega do najnižjega po ocenah, ampak čisto spontano, kot jih berem iz svoje zelo strokovne in zelo znanstvene beležnice. V naslednji krog so se uvrstili Ana, Hana, Dragan in Nika. En velik aplavz pa še Mateji, Pavcu in Veroniki. Tako da jaz bi na tej točki, preden se lotimo drugega kroga, čisto podrezala, če kdo želi še kaj spiti ali pa si kaj privoščiti, če je kdo še... Ok. Sem mislila, da tako slabo govorim, pa sem se živno, ojoj. Če si kdorkoli želi zdaj refilati svojo pijačo, predlagam, da se zdaj premaknete, da ne bomo motili potem naslednjega kroga nastopajočih. Če ne, oziroma vidim, čudovito. Ok. Pol pa lahko jaz na tej točki, kaj pa še lahko povem? Lahko povem, da letos ponovno poteka državno tekmovanje o slam poeziji. To pomeni, da se lahko, če vam je to danes bilo všeč, udeležite še kakršnega koli, še katero v Celju je že pora, ti namreč potekajo v Mariboru, v Celju je že potekal, potem pa potekajo še na Ptuju, v Novem mestu in morda, ampak to še mislim, da ni potrjeno, v Kranju. Tisti, ki tekmujejo tam, se potem lahko udeležijo državnega prvenstva, ki bo letos potekalo, bo v Celju? Mislim, da bo v Celju, ja. Ki bo letos potekalo v Celju, začetek jeseni in potem na tem državnem tekmovanju ne, da samo izberemo najboljšega slam pesnika tega leta v Sloveniji, ampak izberemo tudi našega predstavnika, ki nas potem predstavlja na Evropskem prvenstvu v slam poeziji. To mislim, da lokacija sicer še ni bila določena, ampak še bolje od tega, če se tam uvrstite med top 12, to pomeni, da lahko tekmujete na svetovnem prvenstvu, ki mislim, da letos poteka v Južni Afriki. Letos mislim, da nas predstavlja Mišel Amoristov iz Ptuja. Naprimer, Nika je pa potovala, kam si ti že, v Brazilijo si se uvrstila in kam še? In v Mehiko. Tako da jaz mislim, da kar se tiče nekega finega dopusta, pa še bolj fino poezijo, se splača probati.
Ampak do takrat pa jaz predlagam, da čisto na lokalni ravni izberemo najboljšega ljubljanskega slemarja tega večera. Tako da jaz bi na oder za začetek povabila Dragana. Ali te želim dovolj? Tebe, bolj zaželeno kot kaplja vode na usnicah brodolomca. Če ne vidim jasno v tvoj skrivni plati poželjenja in koprnjenja. Ali čutim dovolj prefinjeno udarce tvojih stegen, nežnih kot mesečina, a silnejših od vseh plim, ki upravljajo z mori in oceani, moške želje neutolažljive in razbijajo tankere, polne vina, z udarci blodnimi, od čvrste skale grudi, vršičke na breklih bradavic, ob bedra nepotešena. Ali se ti približujem dovolj nežno, na prstih rose? Ali te znam ustaviti ravno prav v kot brez izhoda, če bi krenila v neurje? Ali ti neopazno kuštram lase i pletem iz njih vrvi hotenja, da bi te kot lastna volja zavedno privile k meni? Ali znam tvoje nevihte ukrasti v svoje jadra? Jih srd preobrniti v smeh, razsute kristale soli in bolečine zmleti v sladki prah, začiniti z njim vsak najin tren? Ali znam, ko nam želja usiha, da te prižmem blaženo, dovolj blizu meja mojega sna, vdahnem nekaj novega življenja, prišepnem ponovno ja. Dragan, najlepša hvala za ta nastop. Ocene naj se pripravijo. Eno že imam, jo vidim, druga, tretja. Drugo vidim, tretjo vidim, super, najlepša hvala. Na oder pa vabim naslednjo tekmovalko in to je Nika Gradišek. Si lahko to še čist malo više dam. To je pa za Dejana, glasbena želja. Veš, poet svoj dolg, okus svobode je neopisljiv. Topi se pod jezikom, še preden jo zares začutiš, nikoli ne prikaplja do grla. Obstaja v kotu vidnega polja, senca trepalnic, pika na zenici. Pravijo, da je nekoč bila oseba, polna in krvava pod kožo. Datum je 20. junij 2025 in to je konec. Datum je 20. junij 2025 in jaz ne vem svojega dolga. In v Iranu Izraelu bije pesnico Parnio Abasi, le nekaj tednov starejšo od mene. V Palestini umori pesnico Hiba Abu Nada in nešteto drugih, ki so med bombniki za trenutek ugledali nebo in tukaj je tiho in nič ne odmeva. In lahko pišem in ne vem svojega dolga, ker ga nikoli nisem izmerila. Kot nikoli nisem izmerila besed, kot bi besede lahko spremenile karkoli, kot bi lahko zapolnile praznino, kjer je nekoč nekaj bilo, zdaj pa ni več. Moj narod je dobil ime in hrbtenico enkrat takrat, ko ga je okupator oklical za terorista. In ni bilo lahkih odločitev ali herojskih smrti, samo nepotešljiva sla po življenju, po ostati in obstati, se zapisati v spomin, da nekaj z delom tebe biva na mestu, ki mu praviš dom. In potem so umirali sosedje in brati bivše države, pljunek čez mejo ali dve. Ko so po televizijah zaokrožili posnetke Srebrenice, pravijo, da so ljudje gledali v tla, mrmrali v brk, vedeli smo, da nekaj ni prav, a nismo vedeli, da je tako hudo. In danes vemo.
ker vidimo trupla in mehanizme sistematičnega pokola. Še vedno pazimo na jezik, ko obsojamo država Izrael, ne njeni prebivalci, etnično čiščenje, ne genocid, genetske napake, ne simptomi izstradanja, izraelska humanitarna pomoč, ne metoda iztrebljanja, ne obljuba prhe v sežigalnici in pazimo, da nismo nesramni, da 3-krat obsodimo Hamas, preden obsodimo desetletja iztrebljanja. Ne vem našega dolga. A upam, da ga bomo znali nositi. Kot nosimo to krivdo in to upanje. Ga topimo pod jezikom, ko gledamo plastenke s hrano v Egiptovskem morju, ko stiskamo zobe ob poročilih in pesti na ulicah in ni dovolj. Ampak včasih odmeva in ni več tiho. In to je začetek. Nika, hvala ti. Ocene, prosim. Še eno čakam, ti 2 sem videla. Ok, super. Najlepša hvala. Na oder vabim Ano Baraga. Solze so prišle tudi meni. Od 2. Jaz imam pa PMS in v bistvu komi stojim, ker imam flare-up še kroničnega stanja, ampak sem se privlekla sem. Moja bolečina ni le moja. Je bolečina moje mame, ki si ni vzela časa zanjo, medtem ko je gradila hišo zame. Je bolečina moje babice, ki se je naučila sebe utišati, da bi ohranila mir v domu. Moja bolečina ni le moja. Je bolečina moje prababice, ki je rojevala mnogo otrok, a jih je vojna pustila lačne. In je bolečina njene mame, o kateri ne vem nič. Moja bolečina ni le moja. Odmeva skozi prostor in čas, prenaša se po jajčnikih, pretaka se po žilah, izliva se iz nožnice. Dojenčki jo pijejo v mleku. Moja bolečina ni le moja. Daje mi glas, ki je bil tisočletja utišen. Vstajam iz dominiranosti. Otresam se spon notranjih okov, patriarhalne programiranosti. Moja bolečina ni le moja. Skozi moj izraz se pretaka zgodovina zlorabljenih žensk, utišanih glasov, zatrtih nedari, zakritih od sramu. Moj sram ni moj sram. Vračam ga tebi, ki si me ranil. Vračam ga tebi, ki si na silo vzel. Vračam ti opustošenje, ki si ga spustil v moje telo. Mama, zemlja. Moja majhnost ni moja majhnost. Nadeli ste mi jo, ker ste se bali moje prave veličine. In tako je še nikdar nisem v polnosti spoznala. Sem kozmična sila, ki rojeva to realnost. Moja inteligenca je v tišini, izven razuma in časa. Med vrsticami, onkraj besed, izza podob pronica resnica. V prisotnosti zavesti razkraja se matrica. Ana, najlepša hvala. Ocene? V redu. Še eno čakam. Lahko mi tudi s prsti pokažeš, če ne najdeš? Ok, super. Najlepša hvala. Na oder vabim Hano Kosel Marušič. Jaz bom kar nadaljevala, kot sem začela. Zjutraj najraje pijem matcha čaj z vaniljo in kokosovim mlekom. Na balkonu v 7. nadstropju. In gledam dol. In gledam gor. Gledam drevesa, ki so okoli mene. In brisačo,
ki je na levem drevesu, nekje na sredini. Ta brisača je tam že odkar prihajam v to stanovanje. Stanovanje mojega fanta, ki ni moje stanovanje in v njem ne živim, ampak prihajam vsake 3 dni. Ta brisača se ne premakne in obiskujejo jo sinice, kosi in vrane. Zadnjič sem opazovala eno sinico, ki je zletela z tega drevesa v 12. nadstropje. Pred 3 leti je iz 12. nadstropja skočila ena ženska. Nisem videla njenega trupla, videla pa sem kri ob svoji mači zjutraj na balkonu. In ko pijem to mačo, ki mi polepša marsikateri dan in marsikateri večer, ker brez nje se včasih sploh ne bi rada zbudila, razmišljam, kaj bi bilo, če te mače ne bi bilo, ker ta mača je produkt te fucking obupne, ogabne družbe, v kateri živim. Se glede na to, da boš. Jaz se malo bojim stojal za mikrofone, moram priznati. Ocene, prosim. Ok, v redu, najlepša hvala. Hana, hvala tudi tebi. Ok, zdaj pa, da se štejemo, da naredim komu krivice. V redu. Prišli smo do konca drugega kroga. Zdaj na tej točki čisto odvisno, kje ste. Nekateri igrajo kamen, papir, škarje. Gledajte, kdo tekmuje prvi. Nekateri naključno žrebajo, nekateri igrajo po abecedi. Jaz pa mislim, da bom se kar sama odločila, če mi dovolite to. Tudi prosila bi, mogoče pa samo še to, preden nadaljujemo in čisto na hitro, ker vidim, da mi je že ena tekmovalka odkapljala, da mi slučajno še kdo ne, a bi lahko pred finalom, to je zdaj tako malo za tenzijo, naredili čisto na hitro vsi tekmovalci eno hvatko zgoraj. Ali mi obljubite, da mi ne pobegnete? To je pa druga opcija. Bo Dejan stal pred vrati zdaj, zaradi tega, da imamo. Zmenen. Potem pa jaz mislim, da dajmo kar nadaljevati v finale. V finale sta se uvrstili, to je že mini spoiler, Nika Gradišek in Ana Baraga. En aplavz. In zdaj glede na to, da je Nika v bistvu obakrat bila pred Ano v krogih, jaz mislim, da je tokrat edino prav, da Ana začne. En aplavz. Zadnje kaplje energije. Osvobajanja okvirjev, predalčkov, programov, osvobajanja okov, navad, zaprtih kvadratov, osvobajanja v naravo, v primarno bit, onkraj oblike, onkraj identitete, onkraj priučenosti. Raziskovanje čutnosti barve, strastnost poteze, božanje platna, vračanje v organskost, v lepoto, v ženskost, v stik z zemljo, z bitjo. Osvobajanje rojevajoče moči, prvinskosti življenja, pretočnost in svetost energije živosti. Posvečeno njej, ki živi skozi nas, ustvarjeno v molitvi k izvoru. Ana, najlepša hvala. Ocene, prosim. Ok, še eno čakam.
V redu, najlepša hvala. Zdaj pa na oder vabim za še zadnji nastop današnjega dne Niko Gradišek. Sem se odločila, da se bom držala teme narave, da imamo zdaj finale na temo narave. Umirajoči lastovki poskušam razložiti načela triaže in potem skupaj čakava, da pride na vrsto. In pripoveduje mi o tem, kako sva z mamo nosili čričke, ki so vztrajno skakali čez prak, v toplo notranjost. Kako sva jih nosili enega za drugim nazaj v ohlajeno popoldne. Negostoljubje poimenovali dobronamernost, ker ni šlo drugače. Kako sem v ustih prenašala pobledeli oprosti. Kako sem ga kasneje izpljunila v robček in ga pospravila v škatlico za minte, ki se trdo zapira zraven drugih, da se ne bi kateri izmed njih po noči zakotalil pod mojo vzmetnico, da me ne bi ožulil ali ožilil v mojem lastnem domu, kjer so doma dobri ljudje. Moji kraji jokajo v poznem poletju. Razgaljeni hribi požetih njiv in potovčenih jablan. Zapela bi jim o toploti, ki se dviga nad gozd, če bi še znala peti, ne da bi se preveč poslušala, če se moj glas ne bi lomil na pregibih in pobočjih pod mano. Namesto mene poje zrak, nekaj vibrira, poslušaj, nekaj nepretopljenega in neizčiščenega se zatika v sito koristnega, s katerim smo se spravili nad obstoj, s katerim smo izkopali to luknjo, nismo vedeli, da jo kopljemo zase. Nekaj vibrira v zraku, nekaj bitnega. Lebdi med nami, nam trka na misel, da smo pozabili trkati na les, da smo pozabili računati na najmanjše med nami in da nam matematika ne leži. Ko smo zaslutili, da pod vsem tekočim zlatom zeva rana, surovo zarezana v zemljo, so najprej rekli, da ni res. Potem, da nismo krivi. Na koncu bodo rekli, da je prepozno. Ne na koncu bodo imeli prav. Hvala. In še zadnjič, ocene. Tamle svet se posvetuje, čakam na rezultat. V redu? Ok, v redu. Ok, jaz bi, ocene so, pač seštete, jaz bi povabila v bistvu obe dve tekmovalki na oder. In en aplavz seveda, zaradi tega, ker se ga obe dve zaslužita in ker je že sama uvrstitev v finale tukaj velik uspeh. In mislim, da ste lahko zelo ponosni. Jaz mislim, da ste lahko ponosni tudi vsi ostali tekmovalci in res čestitke in najlepša hvala za sodelovanje. Čestitke pa za besede in za pogum in upam, da ste se imeli fajn. Tako da preden podelimo prvo mesto, jaz predlagam, da še en aplavz za vse tekmovalce današnjega večera. Jaz upam, da se vidimo še na kakšnem. Upam, da tukaj ali kje drugje uspemo slam v Ljubljani hitro še kdaj organizirati. Upam, da se mogoče takrat opogumi še kdo, ki se danes mogoče ni. Ampak to so vse besede za en drug večer. Za ta večer pa mislim, da preostane samo še eno. Jaz vidim, da ima tamle Eva rožice. Eva, prideš? Eva iz Mesta literature tukaj bo podelila nagrado zmagovalki večera. In to je Nika Gradišek. En velik aplavz za Niko, en velik aplavz za Ano. Ne, kar še ostanite tukaj, zaradi tega, ker zdaj se vam pa pridružujejo vsi tekmovalci in kar je zelo pomembno za današnji večer, tudi vsi ocenjevalci, prosim, ker ste prav tako vi ustvarjali današnji večer. Torej, ocenjevalci in tekmovalci, prosim, zraven na oder za skupinsko fotografijo.